pozdravljeni. Z veseljem sporočam, da smo v Mestni občini Ljubljana nadaljevali tako kot v letu 2021, tudi v letu 2022 z izvedbo, gradnjo vseh zastavljenih ključnih celovitih prenov in pa novogradenj, tako pri šolah in vrtcih, in jih tudi zaključili do pričetka šolskega leta v predvidenem obsegu in zastavljenih rokih. Tako da pri celovitih prenovah res z gotovostjo lahko povemo, da smo zajeli vse tisto, kar smo se več let zadali in si prizadevali, in sicer, da zagotovimo tako požarno, potresno, statično in pa tudi v tehničnem smislu vse, kar je ob tem potrebno, izboljšavo objektov, povečanje vseh tistih prostorov, ki smo jih lahko povečali ob tem, in pa posodobitve v smislu povečanja in zagotavljanja višjih standardov določenih specializiranih učilnic in pa prostorov kuhinj in jedilnic. Sočasno smo pri izvajanju vseh investicij imeli v mislih nujnost povezovanja z izvajanjem energetskih ukrepov, tako da v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL energetska obnova Ljubljane pri vseh navedenih investicijah v tem gradivu, ki ga je gospa Nina omenila in ki jih bom tudi nadalje nekoliko na kratko opisala, lahko z gotovostjo trdimo, da smo s tem izvedbo vseh ukrepov skupaj zagotovili bistveno manjšo porabo energije, nižje stroške obratovanja in pa zagotovo boljše bivalne in pa delovne pogoje v stavbah. Na kratko bom izpostavila 8 večjih investicij, ki so poleg celovite prenove dobili tudi pomembne programske, prostorske in pa družbene izboljšave. To pa so zagotovo povečanje in dograditev osnovne šole Richarda Jakopiča v Šiški. Izredno smo ponosni na novo stavbo, kajti dobili smo res veliko telovadnico, dodatne prostore za šport in pa še specialne učilnice. Nadalje osnovna šola Martina Krpana. To je drugi od večjih projektov, kjer smo se odločili za porušitev skoraj polovice stavbnega fonda in nadomestitev za novo gradnjo. S tem smo pridobili konkretno na Martinu Krpanu kar 18 novih učilnic in kljub temu, da gre za imenovalo celovito prenovo, je poudarek seveda na tem, da je praktično pol šole nove. Dobili smo tudi specialne učilnice in pa zunanje igrišče. Povečali jedilnico in vhodno avlo. Nadalje izpostavljamo osnovno šolo Miška Kranjca. Spomladi dograjeno šolo z novogradnjo, kjer smo pridobili 14 učilnic, smo v poletnem času tudi celovito prenovili v starejšem delu šole. Izpostavljam pa seveda medijsko že izpostavljen nesrečni dogodek, kjer je odpadel omet, in povem, da smo skupaj z pristojnimi inštitucijami, to je Zavod za raziskavo materialov za RMK, tudi gradbeno inšpekcijo in pa našimi strokovnimi službami, zadevo posanirali tudi širše, ne zgolj tam, kjer se je zgodil nesrečen dogodek, in je zadeva v celoti tudi sedaj z vseh strani pristojnih služb pregledana in varna za uporabo. Tako da Miško Kranjec je v celoti investicija pripravljena v praktično celovitem obsegu. Nadalje v gradivu več o tem, jaz pa na kratko povem, da smo poleg celovitih prenov na livadi Koleziji Splitska, na osnovni šoli Trnovo, na osnovni šoli Zalog in na osnovni šoli Danile Kumar uspeli dvigniti standard tako v učnih prostorih, kot tudi v smislu medijske in IT opreme. In z veseljem povem, da smo to tudi uvedli v standard teh prenov, ki jih načrtujemo za prihodnja leta. Pri vrtčevskih investicijah izpostavljam 6 investicij, pri čemer ponovno poleg celovitih
lahko z veseljem poročam. 5 učenjak, 3 novi oddelki in prenovljena kompletna kuhinja. Viški vrtci enota Rožna dolina, dozidava večnamenskega prostora in prenovljena kuhinja. Šentvid Sapramiška, zelo tesno, brez neke logistike, se vrtec žal ni mogel širiti v okolico in smo uspeli znotraj obstoječega gabarita z rahlo povečavo kompletno prenoviti tako pralnico, kuhinjo, upravo in prenoviti celotno vrtec do te mere, da res lahko funkcionira polno logistično. Nadalje imamo vrtec Trnovo Kolezijska, Kolezijo enoto Kolezija s prenovljeno kuhinjo in pa vrtec Jelko, enoto Jelka, kjer smo celovito prenovili pralnico. Vse našteto je potrebno vzeti kot posege v objekte šolnih vrtcev. Mi smo pa poleg tega zastavili in izvedli tudi 3 celovite prenove obšolskih površin, tako da smo dobili ob osnovni šoli Fužine, Nove Fužine, osnovni šoli Jožeta Moškriča in pa osnovni šoli Šmartno pod Šmartno goro nove športno-igralne površine v najvišjem standardu za izvajanje športnih dejavnosti, gibanja na prostem in tudi gibanja po popoldanskem času za vse uporabnike mesta. Našteto rezultira v vrednosti 80 milijonov evrov, vključno z davkom na dodano vrednost. Od tega smo iz proračuna MOL v letih 2021 in 2022, kajti to so v glavnini dvoletni projekti, zagotovili in financirali kar 80% tega. To je 64 milijonov. Razliko pa smo pridobili v sodelovanju z energetskim pogodbenikom, torej iz EOL-a, in pa v določenem manjšem deležu tudi iz naslova uspešno pridobljenih sredstev na razpisih Ekosklada, to je za energetske ukrepe v določenih primerih, kjer nam je bilo to omogočeno, konkretno na Krpanu, in pa je manjši delež 1 300 000 z naslova sredstev, ki jih dodeljuje Ministrstvo za šolstvo, in to konkretno v našem primeru je bilo dodeljeno osnovni šoli Richarda Jakopiča. Nadalje, v letu 2022 trenutno potekajo 4 večje gradnje. Zdaj lahko bolj na široko, na kratko, bolj na časno. Izpostavlja bi izvajanje prizidka Sostro. Pri matični šoli se bo zgodil prizitek s 3 novimi učenicami, potem pa 2 vrtca, Mojca Kekec in pa Oton Župančič enota Čuri-Muri. Ne pa ni najmanj, je pa dejansko zunanje igrišče, pa še pri osnovni šoli Vrhovci. Tako da vse našteto in pa v zelo bližnji prihodnosti tudi pričetek celovite prenove in dograditve osnovne šole Savsko naselje, lahko računamo, da bo naštete 4 investicije mestna občina zaključila do spomladi 2023, medtem ko Savsko naselje bo tudi glavna gradnja v letu 2023. Dolgoročno plan imamo, nadaljevali bomo z standardom in kvaliteto, ki jo ob teh gradnjah tudi želimo doseči, tako da vse od tu dalje bomo pa prilagodili razmeram na trgu, ne nazadnje tudi proračunskim razpoložljivim sredstvom. Hvala lepa.